Sva noter, sva. Ok, sem mogla čisto O, restartati še enkrat prej. Ja, o, živim, dober večer, Suzana. dober večer, Nataša, in dober večer, drage slušateljice kluba Natašinega. Pozdravljene. Kako sem jaz vesela, da si ti danes z nami. Res, Mm. pa danes je en tak poseben dan, a ne? Danes je, kaj danes, nekaj si mi razlagala, bik, pa ne vem čemu, tem da prej nič da pove, kakšen dan je danes. Pa pol vse pa te predstavlja, vse bomo naredile. V bistvu sem rekla, dobro si to zbrala, ta datum, ker je polna luna in v biku. A A ne, kaj to tako da v pomeni? bistvu, ma, jaz nisem astrologinja, a ne, Ja, to boš morala Ester aha, Nikolič ok. poklicati, Sem ona je res. carica za te stvari. Ampak v mojem svetu, v bistvu, ko imamo luno v biku, je zelo fajn za negovanje, za podpreti se, za masažo, za Mhm. banjo, za ustvarjati lepoto. Mm. Um, ja, ne. Aha, razumem, ja. Pač ta, Tako, se, dobro se nahraniti, pa ne samo s fizično hrano, ampak tako dobro se nahraniti, dobro se podpreti, spočiti te kosti. A ne? Tako. Odlično, na polje pa danes kar ta prav dan. Pa In danes ustvarjati je, lepoto, to je ful pomemben ja, del. A ne? no, se pravi, da v bistvu ta, no, danes, pa tudi verjetno še kaj jutri, tudi malo velja, pa ta vikend, verjetno še Jaj. imate energije. No, čez vikend morate narediti več vat, ker bo bolj bo učinkovalo. Ok, Pridne slušateljice, ja. ja. Skratka, evo, pred nami je Ja. nov webinar, ki se ga jaz osebno tudi zelo veselim, tako da res sem počaščena, da si rekla da. In naslovile sva najin webinar Prebudi svojo maternico in prebudi svoje potenciale, a ne. Tako da danes bova govorila veliko o maternici, o ženski moči, ti boš povedala še ogromno stvari, verjamem, da, ampak v bistvu v tem najbolj našem prvinskem, naši prvinski energiji, v bistvu, s katero se tudi rodimo, ampak nekako smo prišli očitno v neko obdobje, ko smo se začeli zavedati, da nam tega res primanjkuje. In ti si ena izmed, se mi zdi, res večjih teh, kako bi rekla, zagovornic in pa predstavnic žensk, ki nas poučujete pač vse te stvari, a ne. In se mi zdi zelo pomembno, da odpiramo te teme, da bomo govorili o menstruaciji, o maternici, o mogoče tudi kaj o menopavzi. V glavnem se mi zdi, da so to vse stvari, ki so dosti tabuji, a ne, v današnji družbi. Čeprav se zdi tako na prvi pogled, koliko smo odprti, tako zdaj govorim čisto iz svojega dojemanja, koliko smo odprti, ampak jaz še vedno dojemam, pa bom rekla tudi dostikrat tudi iz sebe, tudi v sebi, kdaj čutim kar neko nelagodje, pa tako, pa tudi na splošno vidim, da nismo še tako odprte, ne, da tudi recimo mi v našem članstvu delamo veliko recimo z maternico, z jajčniki in to, a ne, in vidim, kako se vedno bolj odpiramo, a ne, ampak te terja svoj čas in ni tako enostavno kar, a ne, včasih je kar malo čudno, ne, se zdaj kar s tem delom telesa povezovati in tako, a ne. Ampak danes sem vesela, da boš ti povedala še iz svojega vidika, koliko je to res pomembno, in da v bistvu, ko začnemo ta del pač spet oživljati in ga nekako vključevati v svoje življenje, koliko imamo v bistvu enega večjega potenciala vse, pa ne. Zdaj pa preden bi začeli, moram pa jaz seveda tebe še predstaviti, ker tiste, ki te ne poznajo, morajo izvedeti, kdo je Suzana Grau. Suzana je absolutno ženska, ki sem rekla, da jo mora vsaka slišati vsaj enkrat v življenju. Mislim, da je to Ana Rozman rekla, ampak jaz pač to se mi zdi pa Si resnično, da posvojila, ja. ja, da sem si prisvojila, res je, ker tudi jaz v bistvu, ko sem te prvič slišala, spoznala smo se v bistvu na prvih Zoomih, ko smo se dogovarjali za naš dogodek, danes izberem Ja. sebe, in se me je itak takoj navdušila. Pač tako dobro, na neki način malo pretreseš, ampak jaz pravim to pozitivno pretreseš, ker tako, wow, kot da bi me en malo zašekal, ampak na dober način. Kaj ti je ona povedala? Le kako ona to tako suvereno o tem govori, le kako ona globoko, veš, ko imaš ful nič lep prehod od globine, pol tisto, da malo bolj močno, da se zavemo ženske tega. Tako, pač res te morajo slišati. Tako da jaz verjamem, da tiste, ki te enkrat slišite, hočeš večkrat slišati. Kdo pa si ti, a ne? Si pa v bistvu ženska, ki mi je res zelo dragoceno videti, kako povezuješ v bistvu igralski in pa zdravilski poklic, a ne?
si univerzitetna diplomirana igralka, potem si vodnica, menstrualna vodnica, tako da boš tudi o tem več povedala, kaj to je. Pa voditeljica Rdečih šotorov in obredov za ženske, tako da to boš tudi mičkeno v pogovoru več povedala. Se mi zdi, da tudi ta skupnost je verjetno tudi en velik del oziroma pomemben del, da ni to nekaj, kar vsaka ženska mogoče čisto sama počne, a ne, sploh na začetku, da je to verjetno zelo pomembno tudi v tem nekem varnem ženskem krogu, da je to potem še bolj močno. In tako v bistvu res že več kot 12 let v bistvu, a ne, delaš te različne delavnice, kjer ženske opolnomočiš in v bistvu jih nekako pripelješ do tiste njihove notranje moči, da so res v bistvu, ki drznejo živeti sebe, a ne, tudi dosti poudarjaš, izrazi se, daj stran sram, bodi to, kar si, to se mi zdi tako vredno. Je bila pa tudi ena velika prelomnica v tvojem življenju, a ne, 2012. Bila tudi, si bila na enem posebnem potovanju, pa ti nam malo več povej o tem. Pa lahko če kaj sama poveš o sebi, kar je. Čakaj, kaj je zdaj iztočnica? Da poveš, kaj se je zgodilo leta 2012, Ja, ko si v bistvu prejela neki naziv v Avstraliji. Torej, a je izhodišče prelomnica ali je izhodišče naziv? Prelomnica. Zakaj v bistvu, Prelomnica. ja, se pravi, Okej. kaj se mi zdi, da se je tudi pri tebi zgodil takrat tisto, ne? Preskok, da Ja. si šla še bolj globoko v to smer, kjer si danes. Ja. Okej, prelomnica. V bistvu je bilo tako, malo bom vode spila, Ja, daj. da gremo v storytelling. Ja. Jaz si predstavljam tako, da je, tukaj je življenje pač, ko ima narava svoje cikle, ko imamo svoj menstrualni cikel, da imamo tudi življenjski cikel. In imamo obdobja spusta in obdobja rasti, a ne, in ko je obdobje spusta, nas povabi v podzemlje, povabi na neko zdravljenje, povabi na en tak globok zmenek s seboj. A ne? In jaz sem leta 2011 šla na obred v Anglijo, obred se imenuje Long Dance Ceremony. In ta Long Dance Ceremony je v bistvu obred, kjer se 72 ur pleše, posti, moli, gre čez te različne postaje tega, kar definira naše življenje, torej kdo jaz sem, kam grem, zakaj sem tukaj, kako lahko kontribuiram življenju, svetu, kdo so moji predniki, kaj so moje korenine, a ne, in tako naprej, 21 postaj. In jaz sem šla kot mlada nadobudna, I can do it all, a ne, sem šla tja in sem dala namero, da kar ni zame najboljš, a ne, in v moje najvišje dobro in tako naprej, te super velike besede, a ne, naj gre iz mojega življenja ven. Tako da, drage moje, da vam predam zdaj to lekcijo, ki jo je Suzana na težek način osvojila, a ne, da pri namerah, ko jih postavljamo, vedno dodajmo, naj se zgodi nežno, z milostjo, z ljubeznijo do mene. Ne na nož, ne na hardcore, nobena preobrazba, ki je hardcore, ni preobrazba, ne rabimo delati carskih rezov, bom tako rekla. Ne? Življenje je narejeno, da naravno rodimo in da se tudi mi naravno prerodimo. Ne? No, jaz sem šla bolj na carski rez, a ne, ker sem si zadala, naj gre vse ven, kar ne. In življenje je reklo, okej, you asked, you get, a ne. In sem prišla nazaj iz Anglije, iz tega obreda, in so se začele dogajati spremembe, s tem, da isto to leto 2011, torej bila sem na tem obredu in potem sem šla pa še na obred na ženski krog.
prvi moj ženski krog, kjer nas je bilo pa 120 žensk, 120, in smo pele pesmi, ki častijo žensko življenje, ženske iniciacije, od teh, ki nas hranijo, polnijo, bogatijo, do pesmi, ki so bile povezane recimo z izgubami partnerjev, z izgubami otroka, smrtjo otroka, smrtmi, splavi, etc. Torej z neko bolečino, z nekim bolečim delom, ki nas inicira. Pesmi aktivizma, torej boja za tisto, kar hočemo v bistvu, da bi se spremenili v tej naši ženski zgodbi. In zame je bila to v bistvu kar iniciacija. Nisem imela prej še izkušnje sedeti v ženskem krogu. Sploh pa ne v tako posvečenem, kot je bil ta. Jaz sem izhajala iz igralskega poklica. Igralski poklic ima svoje zakonitosti, tudi svoje sence. Tle sem pa v bistvu prvič dejansko doživela, kaj to pomeni biti med ženskami, ki je bila najmlajša 3 mesece stara, najstarejša pa 72 let. In to pretresalo me do kosti, res. V tem smislu, v smislu pozitivnega, ker sem takrat prvič dobila sploh neko informacijo, zares, da je prišla do mene, prej že, saj veš, kako slišimo stvari, ampak, rekla, kazala, čau. Hitro, če nam ni všeč, ali pa če nismo pripravljeni, samo gre. Pač ne, glej, ne vem, jaz se spomnim, da mi je Romana Ercegovič leta 2007 poslala od Polone Sepe, pokojne Polone Sepe, mojstrice tantre, mi je poslala članek o 4 obrazih ženskosti, pa je bilo meni tako ful zanimiv, čau, 2007 do 2011, 4 leta kasneje, da sem jaz tako zares to zaslišala. In tudi zaslišala polhanje enih zgodb na tematiko cikla, menstruacije, menstrualnega počitka, zakaj je pomemben in tako naprej. No, te 2 sliki, na eni strani ta long dance ceremony, na drugi strani prvi ženski krog, ki mi je bilo tako, jaz bi to tudi v Sloveniji imela. S tem sem jaz prišla nazaj v Slovenijo. Vrata so se mi vsa poslovna zaprla. Vsa, res. Vsa. A zaradi česa? Zato, ko so se... Od namere. Ja, od namere. Da, ne rekla namero, Jaz si rekla, vse ne gre strah. Ne gre, ja, no. Tako da v bistvu so se, vsa vrata so se zaprla, polhanje enih prijateljev je šlo in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Jaz sem začela moliti, povej Spirit, kaj je zdaj naslednji korak, Spirit je rekel, spustiti moraš stanovanje. Jaz sem bila, daj mi nekaj drugega. Kaj moram narediti? In to je bilo recimo avgusta, septembra, ko je bilo prvič spustiti stanovanje. In mesece kasneje, si predstavljaš, vrata zaprta, to kaj to pomeni, marca, aprila sem šla na blagoslov maternice in takrat sem bila pa že zelo tako ponižna in sem rekla, okej, zdaj sem res vse, kar je bilo v moji volji in moči naredila, stvari se niso premaknile nikamor, povej mi, kaj naj naredim. In bilo spusti stanovanje. In sem rekla, okej, spustim stanovanje. Stanovanje je bilo zame svetišče. In to je bilo meni najtežje v bistvu spustiti, ker sem ustvarila prostor, ki je bil svetišče varnosti, ljubezni, rasti, kjer sem lahko sebe gledala.
In ko sem rekla ja in naredila potem en obred, temu namenjen, preplesala v bistvu pač teh 21 postaj z ceremonije long dance, rekla ja, Spirit, ti povej. Spirit, ti povej. Predala. 3 dni kasneje sem dobila pa povabilo v Avstralijo. In če ni bilo celo isti dan. Kako hitro odreagira lahko to Spirit ali Universe ali karkoli, ne? Ja. Wow. In takrat, v bistvu to vabilo v Avstralijo je prihajalo leta in leta k meni, ampak jaz sem bila vedno tako, jaz imam zdaj kariero, jaz zdaj ne morem iti v Avstralijo, za, ne vem, 2 tedna je brez vize, rabila bi vse 3 mesece, 3 mesecev nimam, a ne, Ja. In takrat je bilo pa tako, ko sva se pogovarjala s tem mojim prijateljem, pa je rekel, pa sem mu pač razlagala, kaj se mi dogaja, pa je rekel, Suzana, saj veš, ne, vabilo v Avstralijo še vedno velja. In ko je on to rekel takrat, Nataša, jaz sem bila tako, ja, zdaj je dozorel. Zdaj je dozorel. Zdaj, ker sem pripravljena dejansko vse spustiti. Vse, kar me definira, vse, kar jaz mislim, da vem o sebi, pripravljena sem spustiti vse svoje stvari, vse, kar imam in pač iti, kamor me zdaj življenje kliče. Wow. In kaj bo? Sem bila na kolenih, ne? Ni bilo tako, let's do Ja, it. ja, ja. Ne, sem zelo prišla do tega, da sem videla, ne, v bistvu moja volja mene ne premika več naprej. Nekaj večjega začutila, me mora ne? premakniti, ne. Mhm. To je bila, ne, pol pa, da ti ne bom celo zgodbo o Avstraliji govorila. Mogoče na kratko. Sem pa potem, takrat, ko je bil pač ta eclipse ceremony, a ne, mrk, ta veliki mrk, a ne, ko smo vsi mislili, da bo konec sveta, leta 2012, konec majevskega koledarja, je bilo pa tako, da sem bila pač povabljena na obred med staroselce, in ja, to je bilo res močna izkušnja. Wow. In potem te je v bistvu samo še naprej peljala, ne? Ja, Še globje in globje. ja, Wow. Res, hvala, da si tole zdajle podelila, no. Čisto osebno izkušnjo mi res veliko pomeni. In ja, dajva mogoče pol zdaj, ke si že malo vmes omenila tudi o tem cikličnosti in menstruaciji in tako, a ne. Kako se ti zdi, da ženske, sodobna ženska dejansko živi s temi cikli? Kakšen imaš ti občutek, da se tega že zavedamo, pa mogoče še ni tako v praksi, ali mogoče najprej samo poveš, kaj je ciklično, saj verjamem, jaz si predstavljam, da verjetno to že res vemo vseeno, ampak vseeno. Kaj je cikličnost? Kaj je cikličnost? Torej, če pogledava v bistvu trenutek, ko krvavimo, se zgodi trenutek našega spusta, je vstop v votlino, je vstop v zimo. A ne? Zdaj to je lahko za tiste ženske, ki nimajo več menstruacije ali pa ki nimajo trenutno menstruacije, je to lahko prazna luna. In potem potujemo skozi tedne, a ne, imamo obdobje 4 tednov, ko gremo od votline, od zime, tako kot narava, do pomladi, do poletja, do ovulacija, polna luna, yes, I'm shining bright, do potem jeseni, predmenstrualne votline, a ne, tega napetosti, pa potem ponovno v zimo. Zdaj, če ženska tehle stvari, konceptov sploh ne more razumeti, bi jaz rekla, kaj je cikličnost? Cikličnost je, da si enkrat, oh my god, jaz sem tako fajn, vse mi gre ful dobro, ful sem navdušena nad življenjem, rada se imam, ful sem seksi, jaz sem the best,
ali pa tam nekje približano v tej smeri, do vse bom pobila, pičku mater, vse, pa mislite vi, da ste, pa ko, drage moje, jaz preklinjam, sem to, da veste. Tako da bom še kakšna padla noter. okej. Torej, cikličnost so naši različni obrazi, tako kot je narava različna, tako se znotraj nas spreminja energija, ki se odraža skozi naše počutje, energijo, čustva, odprtost, zaprtost. Prav, da bi lahko rekla, da imamo vse 4, jaz bi rekla celo po moji teoriji, mislim, moje teorije, jaz malo bolj spremljam 5 žensk dejansko, ne, da imamo vse, ne, zato ker jaz tako rečem, jaz gledam, da je 5 teh nekih obdobij, zato ker je vmes to obdobje recimo Zemlje, ki je vedno Zemlja, ki transformira v drug element, ne. Se pravi, no, ampak dejansko, da živi v nas več žensk, ne bi lahko tako. Jaz se spomnim, da sem enkrat, ne vem, res dolgo časa nazaj, po moje, to je 20 let, če ne če več nazaj, če ne če več. Mislim, da je imela tale Zvezdana, eno gostjo, in je govorila o tem, da ima vsaka ženska, vsaj 5 žensk vse, pa ne, in pol je tako malo pol je hotela prikazati, tako da se prosto rekla, lahko si Marilyn Monroe eno obdobje, ne. A veš, in takrat mi sploh ni bilo jasno, kaj je ona hotela povedati, kako je 5 žensk, ampak zdaj razumem, zdaj mi je prav prišlo v ta aha moment, da je to, ne. Da moramo spoznati v bistvu vsako to energijo znotraj nas in v bistvu takrat najboljše izkoristiti, ne. Zato je v bistvu res ta cikličnost zelo pomembna za ženske, ampak kako sploh recimo ti svetuješ ženskam glede na v tem temperanem svetu, ko smo, ne, se vidi, kako je. Pač sistem te kar pelje, saj ti malo izstopaš, ampak kar gre, kako v bistvu sploh, če še nisi nekako res globoko že v tem, da že res tako razumeš in se, ne, kako se postaviti malo stran od tega res, te avtoceste, ke nas hočejo peljati gor, a ne. Zdaj sem malo pač tako, nisem, ne, ampak a veš, se mi zdi, da te življenje kar potegne noter in kako v bistvu začeti bolj delati na ta način, da daješ bolj sebe v ospredje, no. Pa kako se počutiš, recimo, a ne, ker recimo imaš službo, pa si recimo se ful slabo počutiš, boš vedno molčiti, recimo, če imaš službo, čisto primer, a ne. Zdaj, če imaš kako drugače spet, a ne, če imaš kot si samostojni podjetnik ali pa karkoli, se malo več da prilagoditi, ampak tako, ne. A veš, se mi je všeč, da se vedno več tudi govori o tem, ne, menstrualni počitek, da bi bilo fajn, da bi ženska imela kakšen dan takrat prost in tako, a ne. Mislim, tule noter, Nataša, o tem, kar si ti podelila, je zelo veliko iztočnic, a ne, zelo, zelo veliko iztočnic. In jaz mislim, da je, ne vem, da je ena od pomembnejših zagotovo ta, da se mora ženska odločiti, da bo spoznala sebe in svojo naravo. In to je upor zoper sistem, a ne. Kar pomeni, da mora ženska biti pripravljena oziroma, to je bullshit, ke tako rečem, mora, to mi je električna rata, ampak ne uporabljam te besede. Pripravljenost v bistvu se odreči pridni punčki, a ne, pridni ženski, dobri ženski. Mi ženske smo vzgojene, da bomo take, kakor smo ob ovulaciji. Ob ovulaciji je naša energetska bomba smo. Super mama, super ljubimka, super uslužbenka, super prijateljica. A ne, pač res zmoremo vse, res zmoremo vse. Ampak to traja nekaj, eno okno je, a ne. Mi ženske smo pa vzgojene, da bi take morale, če hočemo biti ta prave ženske, a ne, rabimo biti take cel mesec. In zaradi tega v bistvu tudi mi sebe poganjamo čez vse meje cel mesec. In ko nimamo te moči, si pa očitamo in smo nesramne in zlobne do sebe. Eno je, kaj je sistem, a ne, sistem
Sistem je, kakršen je in se ne bo spremenil. Ne bo on tako rekel, a ciklična si, ful dobro, zdaj ti bom dal pa jaz tle, poglej, to bi bilo dobro zate, a ne, da se obnašaš tako pa tako. Ne, sistem nam ne bo dal tega. Sistem funkcionira po principu buldožerja. Ampak ženske se obnašamo tudi kot buldožerke do sebe in svojega življenja. A ne? Kar pomeni, da ja, kdaj pride trenutek, ko rečeš, a ne, tako kot sem jaz prej zase rekla, jaz sem 27, ali pa mogoče še prej dobila ta mail, a ne, od Polone Sepe, ciklična si, dekalica, ciklična si, veš, to neki pomen, to ni kar tako en ful dober zveni ta stavek, 5 žensk, 12 žensk, something žensk v tebi. Whatever. Ne, to pomeni, da moraš spoznati, kaj so tvoje moči. Ti moraš se odločiti, da boš spoznala, kdo si. In potem svoje življenje videti. Seveda je razlika, je ženska samozaposlena, koliko lahko svoje življenje prilagodi in ni nujno, da ga, samo zaradi tega, ker je samozaposlena, ker samozaposlenost ima druge zahteve, a ne? In pa, ko si v službi in potem še vloga matere in tako, mislim, to je projekt na dolgi rok, a ne? Tudi ni tako, ne vem, jaz vodim program Menstrualna vodnica, a ne, iniciacija v ženske moči. In v tem programu se v bistvu mi vrnemo na to zgodbo, kako se je začela naša ženska zgodba. Kaj je bila zgodba, ko smo dobili prvo menstruacijo? Zgodba okolice. Ker to je, a ne, ker smo mi dobili za eno informacijo, potem definira, kako se bomo mi obnašale kot ženske. Kaj mislimo, kakšne moramo biti, da bomo ljubljene, sprejete, zaželjene, vidne, a ne? Kakšne moramo biti? Torej, a moram biti taka pa taka pa taka, ker pol dobim to pa to pa to. 3 pikice. In a ne posijemo z lučko na to zgodbo, idejo, kakšna ženska pravzaprav jaz moram biti in katera ženska ne smem biti. In ta je zanimiva, a ne? Katera ženska ne smem biti. Ni šans, da bi bila, a ne? In to je ful dober tudi pol ta moment, katere babe nam grejo na živce, a ne? Katere ženske nam grejo na živce? Ker smo ljubosumne, smo nevošljive, ker si ona ful upa, ker je ona taka pa taka. To je tak dober odraz. Taka ženska jaz nočem biti, ne smem biti. Nočem biti, ne smem biti, alarmi. Pa to so vse izgnani deli tega, katera ženska jaz tu lahko sem in kateri darovi počivajo v tem, a ne, ko gledamo kakšno žensko, ki, ne vem, si to upa, ali pa to naredi, ali pa je kar taka, ali pa, a ne, čakaj, a ne, kaj je kvaliteta? No, tukaj malo posijamo pol z lučko in pol gremo, a ne, prav res pogledati, kaj so kvalitete enega tedna, drugega tedna, tretjega tedna, kaj so moči, kje se v bistvu izdamo in zakaj sem šla zdaj v to, ker stavek je pa ta, ker ženske pridejo, jaz rečem, zaradi enega modula si verjetno prišla, zaradi enega modula, tistega modula, kjer imaš ti največ izzivov kot ženska, ali je to predmenstrualna faza, a ne, ker ne preneseš svoje jeze, svoje bitchiness, svoje teme, svoje tega, da ne zmoreš več toliko delati v zunanjem svetu, a ne, ali ti je izziv polna luna, ovulacija, ki je v bistvu se treba nečemu zavezati, kar je tebi pomembno, kar boš imela ti korist od tega, kar boš ti, zate je to, pa ta del, ki je, a ne, jaz stopam v svet in sem vidna, ženskam nam ni lahko biti vidno, ker nosimo čarovniško rano, a ne, nosimo rano tega, da nas bojo zažgali, če stopimo v ospredje. In a ne, tako v vsaki tej fazi je
enim ženskam je lažje to, a ne, lažje jim je iti ven, enim je pa lažje iti noter. In želimo pa postati cele, a ne, cele. Če mi je lažje iti noter, pa treniram mišice, kako je stopati ven. In če mi je lažje stopati ven, kako treniram mišice, da bom šla tudi noter, pa poslušala to svojo pristno naravo, da bom poslušala sebe, imela stik s spiritom, a ne, stik s to notranjo srčiko, ki nam govori. Wow. V bistvu zdaj, a ne, spet se mi povezujejo vse te, v bistvu, kako v bistvu res nekako skozi pridemo do skupne točke. Tudi jaz, kolikor, a ne, ke v bistvu delam, a ne, enako z pač, ke delamo na teh energijah, a ne, in enako, ker mi se rodimo z določeno energijo, ke je več že ob rojstvu, po navadi je ena ali pa dve mogoče maksimalno, pol so pa določene, ke so pa ful, ni jih dovolj, a ne, in potem vedno en del v bistvu trpi, a ne, in ke mi začnemo ravnovesje vzpostavljati, začnemo v bistvu v vseh energijah dobro delovati, a ne. Ja. To vi delate, a ne? Ja, ful dobro, res. A veš, mi gremo bolj na ta mogoče iz fizičnega vidika, ampak se zgodi tudi pač notranji pretok, ne, ker itak, saj pravi, z mišicami delamo marsikaj, ne, tudi pošiljamo, a veš, pol gremo direktno, pošiljamo energijo dol v maternico, v jajčnike, jih dvigamo gor, tako pač, a ne, to, ampak ne gremo pa v nekaj, a veš, da bi pa prav gledal v svoje rane, pa to, in to mi je pa tako dragoceno, ke tako v bistvu tudi opisuješ, a ne. Da dejansko lahko, in tudi to, ko si ti rekla, ne, da se v bistvu, ko odstranimo te vse tabuje od srama, strahu tega, da se v bistvu rodi največji potencial, a ne. Da je v bistvu vsaka menstruacija, enkrat si tako lepo povedala, da mogoče to še enkrat ponovi, če se bo spomnila. Ko dobimo prvo menstruacijo, se nekaj zgodi, potem to in potem se konča, daj plis, to še enkrat. Mene je v bistvu ta stavek, ki sem ga jaz prvič zaslišala, dejansko jaz mislim, da je to eden od teh mojih taglineov, a ne, ker me je res spremljal in me spremlja še in še in še. Torej, stavek je, staroselski pregovor je, s prvo menstruacijo se ženska sreča s svojo močjo. In potem z vsako nadaljnjo menstruacijo vadi svojo moč, da bi ob menopavzi ta moč postala. Si vse povedala. Kaj pa v primeru, če prideš v menopavzo, pa ne čutiš tega? Kaj lahko ženska v menopavzi naredi? Oziroma ne, zdaj greva najprej na menstruacijo, bova pol šla še na menopavzo. Se pravi, daj samo to povej. Enkrat si tudi povedala število, koliko menstruacij imamo povprečno v življenju. Okrog 500. Okrog 500. To smo enkrat na enem krogu izračunale, prav spomnim se. Ko sem bila tako, koliko menstruacij imamo od tega do tega in toliko let, in pa je ena vzela kar kalkulator in tako vmes. 480! Okej, pa daj pa zaokrožiti na 500, glede na to, da zdaj dekaj si dobijo menstruacijo. Kdaj si ti dobila, Nataša? Koliko si bila stara? Jaz sem jo ful pozno dobila, zato ker sem vmes nekaj malo začela hujšati, nekaj po svoje, in sem mislim, da oni cikel, ke se mi je začel razvijati, se mi je ustavil, tako da jaz sem dobila šele v 8. razredu. Koliko si bila stara? 14. No, ti praviš pozno pri 14, jaz sem bila 17, ko sem dobila prvo. A veš? 17. Ampak sem imela anoreksijo takrat, a ne. Ampak dekali so danes pri 9, 10, 11 letih, tudi pri 8. Piščančki mali, razumeš? Zdoj, ke je prišel dol, pa se že ciklično začne. Veš, kakšen šok je to, mislim, No, se tulele a imaš ti tudi kaj za hčerkice, to, ke smo glih zdajle 10 stara? A veš, kako je to, 11 bo kmalu, a ti tudi delaš tudi kakšne obrede mama, hči pa to ali? Veš kaj, v bistvu tule, glih v menstrualni vodnici, a ne, ke imamo to zraven,
zdravljenje notranje mladenke, v bistvu gremo lih to pogledati, a ne, kaj je ta naša 13-letnica, 17-letnica, 15-letnica, 9-letnica, kaj se je tle okrog tega nalimalo, a ne, ko si ti piščanček, pa dobiš menstruacijo, pa imaš mamico, ki reče, joj, ti treba to skrivati, pa ne očiju povedati, pa bla, bla zgodbice, a ne, kaj si pol ta mlado bitje, naštelamo enih zgodb, okrog tega, kaj pomeni imeti menstruacijo, Ja. pa potiče, kaj pomeni biti ženska kasneje, a ne. Ampak se mi zdi, da vse, kar se tega tiče menstruacije, da smo zdaj bolj odprti, v smislu, vsaj tako se mi zdi, da ni več Ja. tega, da moraš to tako skrivati. Ampak še vedno ne razumem, da imam njih tole knjigo. Še vedno ne razumem, zakaj, recimo, še vedno, ko gledamo reklame za oročke, je kri prikazana modra. Še vedno ni ta kri je res pač, ne razumem, nesprejeta, ne. Tukaj sem zdaj prebrala ful dobro, ki piše, da v bistvu že od ne vem kdaj smo navajeni, gledamo krvave filme, ki se pobijajo, kri teče povsod, ne. Potem je pa ena reklama, ki so jo dali leta 1980 na TV, pa je bilo enkrat prikazano kot na vložku rdeča kri in je baje svet šel čisto iz sebe in od zdaj skozi modra, modra, modra. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mislim, kaj je tvoje mnenje, kje smo tule tukaj kot družba? Ker jaz ne vem, jaz se mi zdi, da smo zdaj, kar se menstruacij tiče, jaz sem čisto odprta, pa tako, pa tudi se mi zdi, da tudi zdajšnje generacije, da smo malo bolj, no, jaz upam. Ta prejšnje se mi zdi, da je bilo malo bolj, ampak takole vsem, ke pa gledam, če malo od odzunaj, a ne, Ja. tudi Veš kaj, odprte smo, ampak menstrualni sram pa še vedno nosimo. aha, A ne, še vedno ga nosimo, ker menstrualni ni sram, ni vezan samo na to, kak odnos imam jaz do krvi, aha, ampak je vezan, koliko mi je udobno, da sem ciklična. aha. Pa da Ne. sprejemaš to, ne. Ja, koliko nam je udobno, pa koliko spoštujem to, a ne? A ne, ker to se pa pol preč vrne v bistvu pač na kak odnos imaš do tega, da si ženska, a ne, da krvaviš in da si zdajle globoko v votlini, ko ti teče kri, a ne. Pa si sredi projekta, pa menstruacija kar na lepem pride, ja pizda, no, a zdaj naj pa 2 dni počivam, pa imam menstrualni počitek, a ne. Ja. Tukaj A pa imamo, tukaj je trening, ne, tukaj je trening, a ne, to je v bistvu pa že naslednji level treninga, a ne. Jaz mislim, da smo mi tule v tem Ja. levelu zdaj, večina, a ne. Ja. No, vse to, kar sva že vse rekla, da Ja. nova ponavljali, a ne. Pa mogoče bi to v bistvu vmes dodala, kar se mi zdi genialno. Lansko leto je v Berlinu se odprla razstava posvečena menstruaciji. A res? V 4 različnih, ogromnih prostorih. Jaz sem del te razstave. Bravo! Hvala. In genialno se mi zdi, ker res z lučko osvetlimo na menstruacijo. Razstava se imenuje Menstruacija, po slovensko je teče, po angleško je flow, a ne. Velik. In pazi zdaj to, a ne, apropo tega, koliko se je spremenilo, a ne, torej razstava je šla lansko leto ven, oktobra, predvidena je bila do oktobra letos, torej 1 leto. Okej. Ampak je tak velik obisk, da je podaljšana do marca in potem je še v 2 različnih muzejih v Nemčiji že odkupljena in v Luksemburgu, tako da je blokirana trenutno do leta 2028. Wow. A ne. Tako da govorimo o menstruaciji, so delavnice, a ne. Ja, ful dobro. Tako, Saj se no. vedno bolj se to odpira. Ja. Hvala Bogu. Ja. Tako da, če gledava rok recimo 10 let, Ja, a ne, a veš, da pred 10 leti, ko tako pogledam, kako smo imele, Ja. in zdaj čez 10 let, a ne, meni se zdi tako pač, ja, glej. Orank razlika, ne? Bravo, evo. Odlično. Daj mi malo še povej o maternici, no, mogoče tako, kaj je sploh ta naša maternica za te naše potenciale, tako iz tvojega vidika. Mislim,
Zdaj, a je to enačiš ti, zdaj recimo menstruacija pa maternica, kako to recimo, kako bi lahko se mi, tudi če ni menstruacije, bolj povezale z maternico, da bi, a ne, tako kot smo dali tudi naslov, ne, prebudi svojo maternico, da lahko v bistvu prebudiš svoje potenciale. Ja. Jaz mislim, da maternice ni treba kar nič prebujati. Ne? Ne. Jaz mislim, da maternica, ona dela. Ona Okej. dela. Kar pa je, mogoče za spremeniti v odnosu do maternice, je pa, koliko je naša maternica topla ali pa hladna. Koliko je živa oziroma zmrznjena. Jaz vedno, a ne, če dava recimo medve zdajle roke na maternico, pa tudi, a ne, drage moje poslušalke, najine poslušalke, Natašine ženske, kakšen je občutek v naši maternici? A je, jaz zdajle čez krilo recimo ne čutim, pa bom dala krilo gor, pa dam gor, aha, a je topla ali je hladna? To je prvo, a ne, kar začutim. Se pravi, ta zunanja plast v bistvu, mislim, plast Plast, prav ja, tako. zunanje. Okej. A je hladna koža ali je topla koža? Okej. A Okej, je že potem lahko napiha? vidiš. A? Se pravi, to je že prvi korak, po katerem lahko vidimo, ne? Ja, Ja. a je topla ali je hladna? A je koža napeta ali sproščena? A imam občutek zakrčenosti ali sproščenosti? Ja. In a ne, kad tako diham potem navzdol, se mi pozornost spušča dol. Prihajam bolj v stik s seboj. Vedno bolj prihajam v stik s seboj. A greva kar v malo tako mini meditacijo? Z Želiš? veseljem, z veseljem. Okej, dajva. Okej. Torej, imava roke na maternici. Kako je naša Ljubika danes? Kako je naša maternica danes? Lahko damo tudi eno roko zadaj na trtico. Drugo pustimo tukaj na sprednjem delu maternice. In sem spuščam pozornost navzdol in diham v ta prostor med roko spredaj in zadaj. In potem dam roko na desni bok in na levi bok, na kolke. In diham v ta prostor med levo in desno roko. In zdaj prenesem pozornost iz maternice gor do srca, do našega prsnega koša. Vložim obe dlani na svoj prsni koš. Ljuba moja, kako si? Ljuba moja, kako si? Si rečemo na glas. Ljuba moja, kako si? Želim te slišati, želim te videti. Želim te slišati, želim te videti. Ja. In začutimo, kako to naše ljubo srce utripa pod našimi rokami in v ljubezni navija za nas. Navija za nas, navija za nas. Navija z ljubeznijo za nas.
Ljuba moja, želim te slišati, želim te videti, želim ti biti priča. In začutimo, kako se ta ljubezen, ki je v našem srcu, začne širiti po našem ožilju. In se ta ljubezen začne pretakati po našem ožilju z vsakim utripom srca. Ja. Kako se ta ljubezen širi po našem telesu, tako kot kri teče po telesu, tako ljubezen teče po telesu. Ja, tako ja. Teče in polni vse kotičke, tam, kjer je napetost, tam, kjer je utrujenost, tam, kjer je bolezen, tam, kjer je strah. Ljubezen pride in topi. In objema, ljuba moja. In iz tega občutka, kako se pretaka po celem ožilju in po celem telesu, napolni prstni koš, napolni naše roke, napolni našo hrbtenico, napolni naše noge, stegna, meča, stopala, napolni trebuh. Ja. Čutimo naša stopala na tleh, globoko na tleh. Ja, zemlja navija za nas. Navija, da zrastemo vase v to, kdor smo prišle biti. Ja, to, ja. In iz tega občutka, kako ta ljubezen teče po telesu, se ljubezen razširi na naše jajce in imamo občutek, kot da je naše jajce, naše energetsko polje polno ljubezni. Naše jajce polno ljubezni. In v to lahko vstopi samo ljubezen. Samo ljubezen lahko vstopi v to polje. Zgoraj, spodaj, levo, desno, zadaj, spredaj. Ljubezen. 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 In mi se spočijemo v tej ljubezni. In potegnemo pozornost nazaj do srca. In zdaj to ljubezen začnemo kapljati v maternico. Kapljati, da napolni naš trebuh in potem gre nižje. In napolni sprednji del maternice. Ja. In napolni zadnji del maternice. In napolni lev prostor maternice. In napolni desni del maternice. In napolni sredico. Napolni celo maternico z ljubeznijo, naše jajčnike, našo maternico. Ena roka na maternici, druga na srcu. Hvala, ljubav. Hvala za to ljubezen. Hvala za to ljubezen. Hvala, ljuba maternica. Hvala, ljubezen.
Hvala. In lahko, preden odpremo oči, še pogledamo, če je kakšen kotiček, ki je lačen ljubezni, ki je željen ljubezni, in to energijo pošljemo tja. In pogledamo, a je moje telo zdaj kako drugače, kot preden smo šle na potovanje. A je maternica kaj toplejša, mehkejša. A so se mogoče Venerine ustnice kaj prebudile, zmehčale. Kakšen je občutek v maternici? In opazimo, takle je občutek danes. V tej fazi cikla, tej luni, takle je občutek danes, takole sem. To je moja resnica. To je moja resnica. In potem objamemo to ljubiko, se stisnemo žvalco. Hvala. Prav rečemo si hvala, hvala, ljuba moja, hvala, hvala. In ko smo pripravljene, odpremo oči, pridemo v ta prostor, kar vzemite si čas, nikamor se ne mudi. To je bilo tako lepo, Suzana, da sem brez besed. Res. In bi samo nekaj predlagala, ko boste delali to prakso, dajte se pogledati v ogledalo, preden ste šli delati to prakso, pa po koncu, da se mi zdi, da to tako vpliva na obraz, da dobiš čisto eno drugo energijo, obraz. In hvala, da si to podelila z nami, ker je res tako vredno, da bomo tudi večkrat naredili, sigurno potem, ker jaz se prav veselim, da jo ponovim, še tako s tabo, se pravi na enem posnetku, čisto lepo v postelji, v temi. Oh my God, tako dobro. Ja. Pa to, a ne, ljuba moja, želim, da si izrečemo, a ne, to, kar me, da ne bova pregloboko šle, ampak mi iščemo pozornost in validacijo v svetu, a ne. Tukaj jo pa vrnemo nase, to je terjanje moči zase. Ljuba moja, jaz tebe želim slišati. Kako si? Kako si? Ljuba moja, kako si? Želim te slišati, želim te videti, želim ti biti priča. A ne? In ko mi to treniramo, slišati te stavke in tudi pripravljenost, a ne, se potem začne ustvarjati ta dialog med našo notranjo ljubiko pa zunanjo. Tole ona meni reče, potem, ko jaz to vajo naredim, a ne. Tole ona meni reče. Tole meni ona reče. Zanimivo. Takole se jaz v resnici počutim. Sploh nisem vedela, da se tako počutim. A ne. In treniramo v bistvu sebe zares slišati. Ker meni, ena največjih vrednot mi je ta, ni poanta v mojstru, v učitelju, v guruju, v ne vem čem. To je orodje. Mi moramo natrenirati, ker to nam je bilo vzeto, dostop do našega telesa in dostop do tega, da mi zaupamo vase. Da mi zaupamo vase, da smo mi avtoriteta svojega telesa. Mi, da ni nekdo drug, ki nam reče, tole imaš ti za narediti, tole imaš ti za biti, tole bi bil najboljši poklic zate, tole je tvoja pot, tole naredi s svojim telesom. Tako, hvala za tvojo informacijo, hvala.
čakaj, ljuba moja, kako si? Kaj pa ti meniš o tem? In ljuba reče, bullshit. Ali pa reče, da telo reče, Ja, 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 ja. ali pa Aha. reče, zdaj ne vem, nekaj ni dobro. Upoštevimo to. A ne, kako nam že telo, kako, a gremo naprej, a gremo nazaj, a gremo dol, ali gremo gor. Ja, to moramo natrenirati nazaj. Mišice, evo, isto, mišice. Evo mišice. jih. To je bilo pa tako lepo, Suzana. Jaz sem ti res ful še enkrat iskreno hvaležna za tole. In bi te rada prosila, če lahko podeliš, ker vem, da pripravljaš naslednji teden nekaj ful lepega. En v bistvu obred, poseben tak, čist nekaj special, da bi povej prosim, oziroma našim vsem članicam, da lahko mičkam povedamo. Bom, ampak veš kaj, sem še nekaj, tvoje Ja. članice menopavzne, to si rekla, da bi rada še vprašala. Ja, točno. Dej, Ja. kaj si pa hotela vprašati? Za menopavzo sem te pa hotela to vprašati, a ne. Kako recimo pri menstruaciji zelo enostavno nekako ugotoviti, a ne. Ko prideš v čas menstruacije, potem greš počasi ven, si v obdobju te rasti oziroma postmenstrualni čas, a ne, pa Ja. potem ovulacija in tako. Pa ko prideš v obdobje ovulacije, pa lahko kar malo izgubiš ta občutek, kako zdaj pol zaznavaš, kdaj si v katerem ciklu. Čakaj, to nisem te zdaj dobro razumela. Aha, se pravi, mi, ki smo v obdobju pač krvavenja, To še a ne. krvavimo, ja. Ja, vemo, a ne, krvavimo, smo v obdobju zime. Ko Ja. nehamo krvaviti, pridemo v pomlad, potem v poletje, ne. Ja, Ko pa ja. v bistvu nehamo krvaviti, kako najdemo pač ta svoj cikel? Ker verjetno je še vedno, a ne, prisoten. Energija se spreminja, ampak ni več tako močna ta amplituda. Aha, se zmanjša. Čisto drugače je. Jaz sem v menopavzi, jaz nimam menzike že 2 leti. A res? Aha, Ja. okej. In torej ta amplituda se zmanjša, spremeni se. Ful je dobro, če ima ženska, če je imela priložnost, torej tiste ženske, ki danes se spoznavajo s ciklom, bojo v tem obdobju res žele. Aha, se pravi, če smo še v času menstruacije, lahko to zelo močno še izkoristimo. Ful lahko izkoristimo, resno treniramo, da vemo, aha, da tako energijo imam, aha, tako energijo imam, aha, tako energijo imam, aha, tako energijo imam. V tej energiji to paše, to, a ne. Pač natreniramo svoj cikel, res postanemo mojstrica svojega cikla, a ne. In potem, ko pa vstopimo v menopavzo, ko ni krvavitev več tista, ki te vodi, ti čutiš, kire energiji si. A ne, ali imaš zdaj bolj energijo odprtosti ali zaprtosti, če dam samo tako, a ne, ali sem bolj navzven ali sem bolj navznoter. Je pa tako, da so te amplitude potem daljša obdobja, kaj jaz rečem, zdravje. Ko imaš občutek, jaz sem čisto pomladna. Jaz sem čisto pomladi, ja. Jaz sem čisto pomladi, ali pa čisto v poletju, ful sem taka, gajsna, ali pa čisto sem noter v podzemlju, a ne. In ko imamo cikel, ko imamo menstruacijo še, to traja recimo, ne vem, toliko in toliko dni, ja. Potem, ko pa nimamo več menzike, se pa te amplitude razširijo, a ne, in imamo lahko poletje tedne in tedne in tedne in tedne in tedne, a ne, in jesen tedne in tedne in tedne in tedne, a ne, pikice. Torej, če pa ženska pač ni, a ne, nekatere gospe šele zdaj recimo izvejo za to, da sploh cikel obstaja. Jaz se spomnim, sem dobila pismo od gospe, ki je na moji mailing listi, pa je rekla: Suzana, kako je možno, da jaz to danes pri 86 Ne, no. vem. Torej, v tem primeru bi pa jaz rekla, opazuj se, kakšna si, ko je polna luna, opazuj se, pa si zapiši, a ne, en stavek,
ko je polna luna, se počutim tako, ko je prvi krajc, se počutim tako, ko je prazna luna, se počutim tako, ali pa ko je prazna luna, se počutim tako, ko je polna luna, se počutim tako. In nekaj časa to opazovati, a ne si beležiti. In videti, kaj Jaz je še tvoja nekaj. energija. To se mi zdi super, ampak kaj se pa zgodi, samo še to bova pa zaključile, se mi zdi pa, da dostikrat, če pa ne spoštujemo tega cikla, ne, da Ja. recimo v času zime res ne poskrbimo zase in smo Ja. pač takrat mogoče navzven, navznoter in tako, Ja. se mi zdi, da se ti pa pol cel cikl malo zmede in si lahko tudi v obdobju v bistvu poletja oziroma pač, a ne, ker smo Ja, si pa lahko čisto down, ne? Ja, absolutno. Mislim, midva se pogovarjava o arhetipskem ciklu, a ne, potem pa, ko se pa začne, ja, ko ti začneš opazovati, to vidiš. Jaz vem, recimo, ko sem pač krvavela, če si nisem vzela menstrualnega počitka, a ne, sem plačala. Ti ne, ja, Seveda sem plačala. Pa tako, a ne, v menopavzi je pa ta del, a ne, pol nas ne poganja več ovulacija, ko zmoreš vse in se ti zelo pokaže, kje si na kredit delala. Ja, enkrat sem tudi od ene slišala, da 40 leta še gre, pol po 40 malo, kako je pa, da je že vse na kredit, tako, ja, da je treba res paziti. Tako da, evo, jaz bom januarja 40 in se mi zdi, da tako imam tudi jaz zdaj prav eno tako željo, da še mičkam bolj pogledam vase, tudi iz tega vidika. Ja. Ni tako samoumevno, pa v bistvu nekaj časa telo še kar dela, ampak mogoče že vmes popušča vse, ampak če nimaš, ko smo mi toliko noter v enem ciklu, ne zdaj v tem ciklu, ki mi govorim, ampak tako pač navajen si tako delovati, potem te pa samo povoz. Ja. Hrček se enkrat utrudi, ne? Ja, se pravi, da je zelo pomembno, da se veselimo vsake menstruacije, to sem hotela še sama zaključiti, preden si enkrat rekla, imam dosti. Imam tudi, veš, ampak kakšne kolegice, pa tako, ki se pogovarjamo, pa sploh če odprej, ki smo bile mlajše, ta menstruacija, pa, ne, koliko mi gre na živce, pa zakaj moram iti glih zdaj, pa tako, ne, vse vemo odprej še, kako smo jo gledali, a ne, bi bilo prav, da bi se vsake menstruacije prav veselile. Proces je, Nataša, veš, jaz mislim, da ženska, ki ima boleče menstruacije, pa ki nikoli ni imela nobenega stika s tem znanjem, njej, ko rečeš vesel se menstruacije, si mislim, da je zaveca krava, a ne? Veš, mislim, layer po layer, a ne, odvisen, kje si v odnosu do tega, layer po layer, a ne, je pa res, jaz sem zares zelo hvaležna, ko vidim ženske, recimo, ko grejo čez ta moja potovanja, ko se jim začne spreminjati odnos, do vsega, predvsem pa tako, do tega, da sem jaz ženska, a ne, da sem jaz ženska. No, daj, za konec, prosim, povej, kaj imaš pripravljeno, no, da vemo malo mičkeno. Torej, pripravljeno imam za ženske, ki slišijo klic prednic, imam in pa ki so na križišču, a ne, ki jih nekaj kliče v življenju, da bi se premaknile, torej prelomnice, a ne, ko smo na križišču. Imam zdajle spletni program v 5 modulih, ki se imenuje Ob ognju s prednicami, 5 spletnih obredov za ženske na križišču življenja. Ja, in s tem programom pričnemo 20.11., torej v sredo. Potem pa, pa tukaj, a ne, ker sem imela 12-letnico delovanja, sem dala 50% popust na kotizacijo. Ja. Wow, to pa je, ne? Ja. Ne bom šla v storytelling, ker moram repati, a ne. Torej, eno je Ob ognju s prednicami, da dobimo podporo moških in ženskih prednic, ki stojijo za nami. To je en program. Drug, za tiste ženske, ki pa slišijo, da bi pa želele spoznati res svoje ženske moči, res to iniciacijo v svoje ženske moči, narediti, spoznati 4 faze, pozdraviti notranjo mladenko. To je v bistvu ta cikel, ne? Ja.
Za tiste, ki imajo hčerke, pa ki bi rade hčerkam boljšo zgodbo predale, a ne? Pridite, ker to je res. Ta program je več kot samo spoznati svoj cikel, ker gremo res v globine. Pa, a ne, tako, kot sva šle med z meditacijami, pa potem vedno tudi pojemo, pa plešemo. Ja. Sam ti se pravi, boš dala te dva linka, mi boš lahko poslala, pa jih bom jaz Seveda, Okay, super. seveda, ja. Ti si tudi eno pesem napisala zelo, zelo dobro. Res je. Povej. A jo bova zapele ali zdaj drugič pošparava? Ja, okej. Ja, dejva. Zelo močna. Kar povej. Ne pravim, zelo močna pesem. Zelo močna pesem. Misliš na blagoslovljena bodi moja kri, a ne? Ja, ne? Vstani, ne? Ja, ne, to je pa druga. Vstani. To sta dve. Kira si mora biti? Vstani, Tani. Torej, ta je volativna, ja. Vidiš. Ok. A če pa tako narediti, kakor da bi bil kirtan, jaz zapojem kitica, pa se mi ti pridružiš, pa ženske pridružijo. A če pa tako, ali greva kar skup noter, jo znaš? Ne znam jo na pamet. Pa deva tako, da bom jaz kitica, pa ti nazaj. A če pa tako? Ok, tako ja. Deva. Ja, daj malo vode popij. Hvala Bogu se da ustavil grozno, prosti, baš. Ja, ne, glej, ka žval nagaja, a ne? Ja. Ženske sveta se zbiramo. Ženske sveta se zbiramo. Skupaj me ustvarjamo. Svet, ki je ozdravljen. Svet, ki je pripravljen. Zato vstani. Svojo luč pokaži. Zato vstani. Svojo dušo izrazi. Greva še enkrat? Ja. Ženske sveta se zbiramo. Skupaj me ustvarjamo. Svet, ki je ozdravljen. Svet, ki je pripravljen. Zato vstani. Svojo luč pokaži. Zato vstani. Svojo dušo izrazi. Svojo dušo izrazi. Evo, draga moja. To je že zakrkano solzico spustiti. Res, veš kaj, tak način praznovanja sebe res nismo navajeni prav pogosto, no. Tako da jaz upam, da bojo tudi članice to res sprejele s širokim srcem, ker to, kar se je danes zgodilo, je nekaj res čarobnega. Hvala ti, Suzana. Hvala tebi, Nataša, da si me povabila k svojim ženskam.
vsega. Da si me povabila k svojim ženskam, v svoj krog, med svoje babe, ki skupaj ustvarjamo, pa kuhamo čorbo, a ne? Danes smo nekaj zelo dobrega skuhali. Tako da hvala ti. Pa upam, da se mogoče še kmalu spet vidimo, tudi mogoče tukaj ali pa v kakšni drugi priložnosti, a ne, pa pri Ja, tebi. Tako da, evo, ja, jaz bom počasi tukaj v skupinci zaključila, mi da pa lahko ostaneva čelička na Zoomu. ja, Našla prav. evo, evo. Evo, hvala lepa vse, drage moje. Poglejte si najin video, komentirajte, vprašajte in z veseljem bova s Suzano odgovorile in mislim, nekako se nekako združile v teh pogledih in bomo lahko še kakšno tudi rekli. No. Hvala, upam, da vam je bilo Ja. to vredno tako pa meni. Adijo. Hvala, adijo. Ja, Hvala, ljube, hvala, hvala. hvala, hvala.